Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji AgriNext, kmetijstvo za prihodnje generacije. Danes se bomo pogovarjali o novih tehnologijah, digitalizaciji in razvoju v kmetijstvu. To so področja, ki jih v pomembni meri spodbuja tudi skupna kmetijska politika Evropske unije. Naš današnji sogovornik bo predstojnik oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije, dr. Blaž Germšek. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Morda za uvod, kako bi sami opisali trenutno stanje slovenskega kmetijstva, kje smo pravzaprav iz tehnološkega, okoljskega, pa tudi razvojnega vidika v primerjavi z drugimi deli Evropske unije? Ja, generalno bi lahko povedal to, da je odvisno od segmenta. Kmetijstvo kot tako moramo ločiti na panoge. V živinoreji smo zelo tehnološko napredni. Sledimo vsem trendom, se pravi, imamo molzne robote, različne druge robotska pomagala, ki delujejo v hlevu in tudi izven njega. Potem, če gledamo poljedelstvo kot tako, zelo pomembna panoga, smo nekje na polovici oziroma smo med bolje razvitimi državami v tem delu Evrope. Tudi kmetje imajo afiniteto do novih tehnologij. V sadjarstvu, vinogradništvu prav tako sledimo trendom. Je pa res, da smo mogoče pri določenih tehnologijah malenkost zaspali, oziroma ni bilo potrebe po taki meri implementacije, zato ker smo izpred parih let še imeli dovolj delovne sile za pobiranje jabolk, grozdja. Sedaj pa tudi ta negativni trend prišel k nam in imamo tudi tukaj težave in bomo hitro mogli slediti tem tehnologijam tudi v tem področju. Omenili ste ta glavno področje, tudi nekatere tehnološke novosti, ki so že nekako del slovenskega kmetijstva, pa vendarle, katere izmed teh tehnoloških rešitev, pa če mogoče eno izmed njih malo bolj opišemo, so spremenile način kmetovanja v primerjavi s tem, kako so recimo naši dedki ali pa babice kmetovali, ker to težko primerjamo s sodobnim kmetijstvom. Ja, res je, težko primerjamo. Zdaj, v osnovi bi sam rekel, da je GPS tisti, se pravi pozicioniranje traktorja, da ve, kje je lokacijsko, da se to on znajde. Da tako rečem, to je tisti neki osnova za potem vse nadaljne tehnologije, ki sledijo temu. Potem druga taka je, da traktor lahko komunicira z priključkom. To je zdaj standardni ISO-bus priključek. To so take dve tehnologiji, ki je zdaj že rečemo standard v novih tehnologijah, sodobnih tehnologijah, ampak brez tega ne bi moglo biti tako je danes. Omenili ste GPS podatke, tudi na splošno je v sodobnem kmetijstvu brez zbiranja in obdelave podatkov več ne bo šlo. Ne, vedno več generira en kup enih podatkov, ki se izbira na tak ali drugačen način. Ali izbirajo tisti, od katere kupimo traktor ali pa kmetijski priključek, ali izbiramo sami in jih potem obdelujemo, ampak v podatkih je moč in tu se zdaj že kaže ta trend. Se pravi, da se tudi kmetje so začeli zavedati, da s tem, ko generirajo določeno količino podatkov in lahko spridno tudi izkoriščajo. V celotni naši družbi je v zadnjem letu mogoče še celo več izjemen porast na raznih področjih umetne inteligence, ki se integrira praktično v vse pore našega življenja. Nekaj podobnega je tudi robotika. Gre v primeru slovenskega kmetijstva še zmeraj za neko eksotiko ali pa je že prišlo tudi kaj v vsakdanjo prakso? Ja, pri robotika bi rekel, da je v vsakdanji praksi najbolj uveljavljena v živinoreji v okviru molznih robotov in pa podobnih pomagal. Sedaj pa se seveda tudi implementira v druge kmetijske sektore. Poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Sadjarstvo in vinogradništvo bo nekako najbolj verjetno atraktivno ali pa zanimivo avtonomno robotsko mulčenje in pa avtonomno robotsko zaščita z sredstvi za varstvo rastlin v trajnih nasadih. V poljedelstvu pa ravno tako se nekako na večjih posestvih že pogledujejo z robotskimi stroji, ki nadomeščajo klasične traktore. Kako natančni so lahko ti roboti? Že lahko nadomestijo natančnost človeških rok, človeških oči pri prepoznavanju situacije, ali to recimo v sadovnjaku ali pa na njivi? Ja, sedaj ti algoritmi so zelo, zelo dobro razviti. Saj se je to dogaja že kar nekaj časa
predtem, ko so komercialno sedaj že dostopni, ampak kaj je prednost teh algoritmov, je, da vedno enako dela. Se pravi, če govorimo o algoritmu, ki prepozna jagode, on ne prepozna samo, katera jagoda je dovolj velika, ampak prepozna tudi obarvanost. Z obarvanostjo mi vemo, da lahko delamo korelacije med kakovostjo in seveda potem z takim strojnim vidom je omogočeno boljše pobiranje samega svežega produkta. Enako je pri paradižniku, jabolkah in tudi grozdje gre v tej smeri. Tako kmetovalci, kot tudi tisti, ki pa morda kot zunanji opazovalci spremljamo situacijo v kmetijstvu, pogostokrat slišimo tudi pojem precizno oziroma natančno kmetijstvo. Zakaj menite, da je ta pristop, ki je praktično že na vsaki sodobnejši kmetiji prisoten, tako pomemben, predvsem z vidika obvladovanja stroškov, pa tudi vplivov na okolje? No, nekako bi rekel v tej smeri, da je precizno kmetijstvo oziroma precizni neki dejavniki so vse splošno že nekako standard. Postajajo zaradi tega, ker ni prostora za napake. Mi vemo dobro, kakšne so prodajne cene končnih produktov in te ne sledijo nekim realnim potrebam višanja, kot bi jih mogli. In s tem, če hočemo ostati v nekem dobičkonosni dejavnosti, dejansko moramo optimizirati določene delovne procese in biti pri tem izredno natančni. Se pravi, pri jablanah si želimo, da imamo čim več, se pravi 95% plus prve kvalitete jabolka. In zato moramo uporabljati to vrstne tehnologije, ravno tako pri žitih, ravno tako pri koruzi in pa grozdju. Se pravi, tista druga klasa je v bistvu že izguba. Kako lahko morda opišete vpliv preciznega kmetijstva, konkretno pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ker lahko res kmet verjetno bolj natančnejše ta sredstva nanese na tista področje, na posamezni njivi, kjer je to res potrebno. S tem posledično ne samo zmanjšuje stroške, ampak tudi zmanjšuje obremenitev okolja. Ja, prav ste povedali, tukaj je tehnologija šla v tej smeri, se pravi, mi imamo prvo neke karte, na podlagi katerih mi lahko zaznamo, kje je potreba po nanosu aplikacije samo fitofarmacevtskih sredstev nujno potrebna in kje je mogoče malo manj. Potem drugo je, da je teh prekrivanj manj oziroma pri trajnih nasadih iz obračanja iz vrste v vrsto tudi ne gre ni tega drifta oziroma zanosa, tako je prej bilo. In s tem je olajšano delo samega operaterja, se pravi strojnika, voznika traktorjev. Po drugi strani imamo sisteme, ki vse beležijo, se pravi, da je sledljivost res natančna. Po tretji strani pa, tako ste rekli, vse to pa pozitivno vpliva na zmanjšane obremenitve kmetijskih praks obstoječih na naravo. Na kak način oziroma kako so slovenski kmetje dovzetni za uporabo te tehnologije? Ali najprej sami ugotovijo prednosti uporabe novih tehnologij, so potrebne kakršnekoli spodbude ali pa to, da jih mogoče se malo bolj predstavijo te tehnološke spremembe? Morda kak primer, ki ga poznate iz slovenskega kmetijstva, ko pa je neka kmetija recimo šla skozi ta proces in izboljšala svoje proizvodne zmogljivosti? Ja. Iz prakse vidim, da je največje zanimanje takrat pri pridelovalcu, ko od njega to zahtevajo potrošniki. To je prva stvar. Druga stvar je, vedno je bilo pri vseh tehnologijah, tudi takrat, ko so se uvajali traktorji tako, da so se manj napredni učili od večjih, bolj naprednih kmetov v vasi ali pa na neki regiji. Tudi tukaj zdaj ni neke drugačnosti ali pa drugega trenda ni zaznati. Se pravi, tisti, ki se razvijajo, morajo se razvijati v tej smeri. Ker so pa malo že bolj razviti, pa seveda te tehnologije prej implementirajo v svoje procese, ker jim je to v bistvu omogoča nadaljnji razvoj. Hkrati pa so verjetno potem ti, ki že pridno uporabljajo te tehnologije, lahko služijo kot neki tudi demonstratorji oziroma kmetije, demonstratorske kmetije, da se predstavijo vse te nove tehnologije. Absolutno. Tudi danes smo imeli en taki fini dogodek, kjer je dosti tega bilo iz prakse predstavljenega in ravno ta, rečemo, mreženje spodbuja in pa navajanje realnih dejstev, implementacija nekih sodobnih tehnologij iz enih, ki jih že implementira, ki jih uporabljajo že več let, je tisto, kaj potem tudi druge prepriča
da je temu prav. Mi moramo vedeti, da vse tehnologije ne moremo enako implementirati na vse agroklimatske prostore, zato je fino, da imamo te, ki so malo bolj nadobudni in prej zagrabijo, da tako rečem, za nove tehnologije in potem jih potestirajo in vidijo, kaj so prednosti in slabosti. Vse tehnologije imajo svoje neke tudi slabosti, bom tako povedal, ali pa izzive, moderno rečeno, in te tudi moramo nasloviti. Precej pogosto se pojavlja tudi v kmetijstvu pojem biotehnologija. Zakaj pravzaprav gre, na kak način je prisoten razvoj, morda tudi pri razvoju kakšnih vrst oziroma semen, ki so morda lahko odpornejše, kako daleč je tukaj slovensko kmetijstvo in pa predvsem raziskave znotraj tega? Ja, na nivoju Evropske unije je sedaj v procesu nove agronomske tehnike, NGT, ki po vsej verjetnosti v prvi fazi so že bile odobrene, tudi zdaj bo temu sledilo neko splošno odobritev tega. To so zelo, rečemo, nove tehnologije, ki jih pri nas deloma uporabljamo, deloma pa še ne, ampak so tehnologije, ki imajo svoje absolutne prednosti, da res pridemo do novih rastlinskih vrst, novih sort, hibridov z določenimi lastnostmi, ki jih želimo. Ampak mi v Sloveniji imamo dosti tega tradicionalnega žnaheljskega procesa, sploh pri nas na Kmetijskem inštitutu se teh tako sofisticiranih teh tehnik ne poslužujemo, ko pa jih bomo pa tudi mogli poiskati pomoč pri drugih inštitucijah. V kolikšni meri je lahko tudi ta biotehnologija odgovor na prilagajanje na podnebne spremembe, predvsem, kot ste prej rekli, na vrste, ki imajo rastlinske, ki imajo neke določene lastnosti, bodo v nekih spremenjenih klimatskih pogojih lahko v prednosti primerjavi s tistimi, ki pa so mogoče bile uspešnejše pred nekaj desetletji? Ja, res je. Spreminja se nam podnebne, spreminja se vremenske razmere in temu morajo slediti vse tehnologije. Seveda, nove sorte niso izjema. Verjetno gledalci se dobro spomnijo krompirja Igora, zelo znan, nahranil vso slovensko sreno, ampak če bi zdaj ta krompir Igor bil tukaj, absolutno ne bi več zaradi vremenskih razmer mogel tako dobro uspevati in ne bi bilo takih donosov, kot imajo nove izboljšane sorte krompirja, če smo zdaj pri krompirju. Podobno je pa pri drugih rastlinskih vrstah. Se pravi, žlahtnitelji gojijo na določene cilje, a je to rast, razvoj v bolj sušnih stresih ali v nekih drugih specifičnih za druge rastlinske vrste, kakorkoli gre to z tehnologijo naprej, absolutno tudi rastlinske vrste, nove sorte. Omenili ste prej, da je pri nekih novih tehnologijah za tiste, ki jih šele spoznavajo, je dobro, da imajo informacije tako o prednostih kot tudi o slabostih. Precej novih tehnologij v slovenskem kmetijstvu se preizkuša tudi v okviru tako imenovanih EIP projektov, to so torej partnerstva, inovacijska partnerstva, ki jih spodbuja tudi skupna kmetijska politika Evropske unije. Kakšne izkušnje imate s tovrstnimi projekti, kako lahko pomagajo torej konkretno pri tem, da se neki novi tehnološki procesi ali pa tehnologije preizkusijo in potem morda celo pridejo v prakso? Jaz mislim, da so te EIP dejansko naredili neki novi zagon, novi korak v slovenskem kmetijstvu, ker pred EIP nismo bili navajeni na takšne sodelovanja. Ta partnerstva ravno to povezujejo, se pravi več kmetov in inštitucij skupaj in da preizkušajo tiste tehnologije, ki bi ne predstavljali neko dodano vrednost. To se mi zdi izjemno koristno, izjemno prav, da je. In tudi vidim, da so kmetje zelo dovzetni za te EIP in radi sodelujejo v teh projektih. In menim, da ima to zelo pozitiven učinek na razvoj slovenskega kmetijstva v pravi smeri. Vsaka nova tehnologija seveda tudi nekaj stane, nek finančni vložek je potreben. Koliko so slovenski kmetje sposobni financirati ta finančni vložek? Verjetno tiste večje, uspešnejše kmetije niso toliko težava, kot pa tisti mogoče, ki se sicer s kmetijstvom preživljajo, ampak še niso verjetno najbolj tehnološko razviti. Ja, to je zelo težko vprašanje. Mi imamo na državnem nivoju nekaj podatkov od standardnem outputu in posledično klasifikaciji teh kmetij v te razrede.
Sedaj, če bi, ne vem, od 7. razreda proti 15. šel, bi rekel generalno, da do nekih tehnologij so slovenske kmetije sposobne. Je pa res tudi to, da je zelo težko na trgu. Zelo težko je ustvariti dodano vrednost, zelo težko je ustvariti neki dobiček na kmetiji, ker vemo, da so omejeni z osnovnim resursom, to pa je zemlja, kmetijska zemljišča. In ekonomija obsega je tista, ki ponavadi diktira tukaj tempo, kdaj se kaj splača, kdaj je tista točka preloma, da tako rečem, da si lahko neki novi stroj privoščimo. Mogoče bi tukaj šel en korak nazaj, pa poudaril, da ni nujno, da imajo vsi kmetje vse tehnologije na svojem dvorišču. Mi moramo več sodelovati, mi moramo več en drugemu pomagati in souporabljati kmetijske napredne tehnologije. Pri robotiki, pri teh novih tehnologijah se poleg tega tehničnega razvoja oblikujejo tudi nove poslovni modeli. Tudi v tujini je znano, da v bistvu večja, mega, par tisoč hektarska podjetja ne kupujejo kar robotov, ampak je robot na zahtevo, se pravi as a service. Ponudba pride z operaterjem, pride človek, ki nadzira 10 robotov, poberejo pomaranče in grejo na drugo plantažo. In tudi tukaj mislim, pri kombajnih imamo podobno, tudi pri nas v Sloveniji nima vsak na dvorišču kombajna, ker se enostavno ne splača. In tudi tukaj bo pri določenih teh novih tehnologijah, ki bojo dražje, robotika pa to enako. Tu enostavno ne bo dovoljšne dodane vrednosti na srednjih ali pa manjših kmetijah, da bi se to lahko privoščila. In ni smisla, ker je tehnološko zelo zahtevno s tem operirati. Mi moramo to tudi povedati. Z novim tehnologijami ni mačji kašelj. Enega robota, da ga ti pravilno nastaviš, da ga ti razumeš, da on razume, kje je, kje se nahaja, moraš biti fino usposobljen. Bo pa verjetno pri tem tudi potrebna sprememba v miselnosti, da bi torej posamezno mehanizacijo, kot ste dejali, najemali kot storitev, da se je ne bi lastili. Pravim, z novimi tehnologijami pride v paketu vsa sprememba. Mi smo zdaj v nekem zelo takem dinamičnem času, ko imamo na razpolago nekih novih tehnologij, ampak še pa nismo priklopili v glavi glede miselnosti našega sistema. Mi še vedno vse delamo po enakem principu ali pa večinoma. To bomo hitro zelo na grobo občutili, da to tako ne gre. In bomo mogli tudi poslovne modele prilagoditi. Poslovno, promocijske in pa proizvodne modeli bojo v naslednjih nekaj letih bistveno drugačni, kot so sedaj. Kako menite, da na vse te izzive, ki jih samo prinaša uvajanje digitalizacije, pa tudi novih trajnostnih praks v kmetijstvu, kako te izzive uspešno nagovarja skupna kmetijska politika Evropske unije? Je to neka podpora potem kmetijam pa kmetom pri uvajanju teh vseh zadev? Osebno menim, da je Evropska komisija in Evropska unija in posledično tudi naša država zaznala ta trend, razume ta trend in ve, da mimo tega trenda ne moremo več iti. Tako z vidika prehranske varnosti, da zagotovimo vse tisto, kaj še pridelujemo v Evropi hrane, da pridelujemo na istih kvantitetah in kvalitetah in glede tudi okoljskih tematik. Namreč težko si predstavljam, da lahko mi oblikujemo kmetijske politike, pa okoljske politike, ki so vedno bolj nekako prodirajo v kmetijstvo z starelimi sistemi in z zastarelo miselnostjo. Tukaj prihaja do obrata in zaenkrat se to kaže tudi pri nas. Načeloma imamo tudi PGS ukrep, ki spodbuja te vsebine pri nas in koliko mi je znano, so že nekateri investicijski razpisi, ki spodbujajo nove tehnologije, nakup novejših strojev, kmetijskih priključkov in tako naprej. Tudi standard pri živinoreji se spodbuja, tisti povečani standard. Tako da mislim, da gremo pravo smerno. To so torej nekateri konkretni ukrepi v okviru skupne kmetijske politike, ki verjetno pri tem povečanem standardu ste menili tudi, mislite verjetno na dobrobit. Tako, dobrobit živali. In tako naprej. Kar nekaj teh ukrepov. Kar me še zanima za v prihodnje. Kakšna znanja in kompetence menite, da bodo v prihodnje najpomembnejša za kmetije, za kmetovalce v prihodnosti? Ja,
poklic kmeta je vedno bil zelo širok. Z novo dobo, da tako rečem, se še ta nabor samo še širi. Menim, da je že zdaj premalo samo agronomsko znanje v kmetijstvu, absolutno, ali pa fiziologija, biologija. Absolutno bomo mogli več teh nekih digitalnih vsebin, informacijskih tehnologij obvladati, vedeti, zakaj je temu tako, in se pravi, da kmetijstvo postaja visokotehnološka panoga, kjer je ključen interdisciplinarni pristop vseh deležnikov, se pravi, predvsem pa iz področja informatika, računalništva. Je lahko to morda tudi nek motivator za mlajše generacije, kot ste dejali, torej visokotehnološka dejavnost, interdisciplinarna dejavnost, torej da kmetijstvo ni več zgolj ročno delo na njivi, ampak tudi testiranje, uporaba sodobnih tehnologij. Absolutno, vse to je tudi eno izmed glavnih vodil, če pogledamo študije, zakaj se mlajši odločajo za kmetijstvo, ker je privlačijo nove tehnologije. Ker je kmetovanje danes na dosegu mobitela v nekaterih segmentih in to je ok. In v tej smeri tudi mi moramo iti, da smo pripravljeni na to in tudi mi skušamo slediti tem raziskavam in pa poskusništvo in se bomo tudi hitro mogli zavedati, da je raziskava v kmetijstvu tudi takrat, ko raziskuješ uporabnost 3 različnih aplikacij. In kmetu daš odgovor, aplikacija A ima take prednosti, slabosti, B in C pa take. In to je novi trend na vseh področjih kmetijstva. Dr. Blaž Germšek, najlepša hvala za vse povedano in za gostovanje v naši oddaji. Upajmo, da smo malo bolj razsvetlili sodobne tehnologije, digitalizacijo in tako naprej na področju kmetijstva. Hvala vam. Hvala vam za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Na svidenje.